Malo dotaknemo proračuna, ne? Številke nižji bo, kot je bil letošnji. Ja, dejstvo je, da še vedno nimamo končnih podatkov, vsaj glede sestavljanja prihodkovne strani, ker je vlada Republike Slovenije še vedno ni izdala tistih končnih meril, na podlagi katerega bomo lahko videli, koliko bo dejansko znašal prihodek proračuna v letu 2015. To bi naj bilo znano najkasneje do 15. januarja in v odvisnosti od teh dejstev bomo potem mi tudi pripravili proračun za drugo obravnavo na osnovi danes oziroma pripomb, ki so bile podane na posameznih odborih in pa tudi na današnji razpravi in pa seveda od končnih številk bomo videli, kaj bomo lahko vključili, katere predloge, katere potrebe in katere ne. Ste pa današnji predlog pripravili na podlagi 525 evrov, ne, povprečnine. Tako, na osnovi povprečnine 525 evrov in pa ob neupoštevanju 21. člena zakona o financiranju občin, kajti tudi še ni dokončno znano, ali bo ostal ali ne. Napovedi so bile, da bo ostal, ampak počakajmo, da bomo videli, kakšna bodo resnično tista končna stališča, končni podatki. Tretjina je predvidena za naložbe, mogoče katere? Približno tretjina je predvidena za naložbe, predvsem del je namenjen za poplačilo tako imenovanih zadržanih sredstev pri izgradnji centralne čistilne naprave in celotnega sistema. Mimogrede, celotni sistem je že predan v uporabo oziroma je bilo izdano uporabno dovoljenje in potem v enem delu še sledimo tistim investicijam, ki so bile začete v letošnjem letu, to je dokončanje energetske sanacije osnovne šole pod Goro. Tam je sicer manjši znesek, dobrih 40 tisoč evrov, in pa nadaljevanje obnove telovadnice osnovne šole v Ločah, kjer je bil v letošnjem letu zamenjan pod, zamenjan parket. Nadaljujemo z kompletno energetsko sanacijo in če bo nekaj dobre volje na Fundaciji za šport, bomo tudi ena igrala lahko namestili v ta objekt. Že začeta obnova oziroma, recimo temu obnova bazena na Zbelovem je predvidena, tako da bi do junija prišli do uporabnega dovoljenja in v samem proračunu pa je predvidena še ena večja investicija, tega sem izjemno vesel, da nam je uspelo nekako poenotiti želje in pa potrebe podjetnikov na poslovni coni Slovenske Konjice, nekdanji Konosov Travnik. Tam bomo predvidoma nekje do jeseni pripeljali oziroma izgradili komunalno opremo do te mere, da bo možno pridobiti gradbeno dovoljenje, kar je pa bistvenega pomena in se lepo vklaplja tudi v današnje potrebe mesta Slovenske Konjice in celotne občine. Koliko namenjate za to komunalno ureditev, pa na kakšen način potem ta denar dobi občina nazaj? V tem trenutku je v proračunu predvideno na prihodkovni strani 300 tisoč komunalnega prispevka in ravno toliko na odhodkovni strani, ker gre za namenski prihodek. Pričakujem, ker so še v teku eni pogovori, da bomo ob prvem rebalansu lahko to številko celo zvišali, vkolikor bo seveda ta trend dobre volje med podjetniki, ki trenutno vlada, med lastniki zemljišč na tem Konosovem Travniku se nadaljeval, znam bo pridobiti še kakšen evro več in bomo lahko tudi nekaj več zgradili. Za kulturni dom Loče upanja ni? V tem trenutku težko rečem, ker vse je odvisnosti od tega, kaj bo prinesla prihodkovna stran proračuna. Še ocena leta, katere največje, najuspešnejše projekte bi izpostavili recimo? No, prav gotovo je treba povedati, da smo v letošnjem letu zaključili enega največjih projektov v zadnjih desetletjih, celo v konjiški občini. Gre za centralno čistilno napravo in pa tistih 9,5 kilometrov kanalizacijskega sistema. Pridobili smo uporabno dovoljenje za B objekt v sklopu dvorca Trebnik. Zaključevanje gradnje odprtega širokopasovnega omrežja, potem je tukaj
energetska sanacija Doma kulture v Slovenskih Konjicah, tudi znaten napredek se vidi. Če se malo pošalim, pri zadnjih 2 prireditvah je bilo vse prevroče v dvorani, ker se očitno osebje še ni navadilo na nove potrebe pri ogrevanju. Ja, to pa je v bistvu tudi med temi večjimi investicijami tudi vse, kar smo uspeli. Gre še za nekaj manjših cestnih odsekov, večinoma v tistem segmentu investicijskega denarja, s katerim razpolagajo krajevne skupnosti. Še kakšen projekt, ki vam ga ni uspelo realizirati, pa ste si ga zelo želeli recimo v tem letu? Ja, v bistvu med realnimi željami ga praktično ni, ker to, kar smo planirali, smo uspeli uresničiti. Je pa res, da imamo še pa kar nekaj projektov pripravljenih, tako kot je recimo že izdano gradbeno dovoljenje. Jaz se bojim, da bomo morali kmalu zaprositi za podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja za dozidavo in rekonstrukcijo otroškega vrtca oziroma stavbe otroškega vrtca na Prevratu. In pa še kaj bi se našlo, recimo to vprašanje pridobivanja sredstev iz naslova kohezijskega sklada za izboljšanje oskrbe s pitno vodo, kjer pač smo nekako obstali in se bojim, da bo ta molk trajal kakšne 3 leta. V bistvu je edini interesent, ki se je prijavil na tisto naše zbiranje ponudb, v bistvu smo imeli 2-krat zbiranje ponudb v letošnjem letu in edini interesent si na koncu ni odločil zaradi dejstva, da je potrebno še kar kakšnih 250 000 evrov vložiti v opremo. Po novem letu bomo nadaljevali z iskanjem interesentov oziroma najemnika, teda upamo, da bomo imeli kaj več, bolj srečno roko pri tistem, ki se bo pojavil na morebitni odziv, da se bo pojavil nekdo, ki bo lažje dobil potrebna sredstva in se bolj korajžno lotil tega projekta. So objavljen? V tem trenutku še ne vem, rekel sem po novem letu. Vseeno, do obvoznice za Oplotnico je še dolgo verjetno, pa vseeno mogoče kako daleč je ta? Ja, v bistvu so bili načrti pred 7 leti dosti bolj smeli. Jaz se spomnim, da je bila dilema ali postaviti semaforje pri Hoferju ali ne. Jaz sem bolj zagovarjal to tezo, da raje zgradimo krožišče, ki bi moralo biti zgrajeno že do konca leta 2010, pa vendar se je potem izkazalo, da so ti semaforji še kako potrebni, dobro delujejo in da bodo še kar nekaj časa usmerjali promet. Kajti v tem trenutku je v državnem proračunu na Direkciji Republike Slovenije za ceste praktično ni sredstev niti za pripravo projektov, kaj šele za samo gradnjo, tako da je težko napovedati, praktično vse odvisno od tega, kako se bo in kdaj se bo stanje na investicijskem delu državnega proračuna spremenilo. Kaj še lahko občina stori v bistvu tu, zemljišči? V bistvu težko, kaj, ker smo glavnino zemljišč smo že odkupili zaradi izvajanja drugega projekta, to je gradnje kanalizacijskega sistema v smeri Bezine in tudi ta objekt stanovanjski in gospodarski, ki je predviden za rušenje, smo v sklopu tega odkupili, kajti znaten del zemljišča smo uporabili za prestavitev struge Bezine. Bila pa prilika, da smo celotno posestvo oziroma celotno enoto na tej lokaciji odkupili in našli ustrezno rešitev.